Pozdravljeni. Začenja se tudi vikend, posvečen veliki nagradi Rusije. In kot običajno, preden se bodo aktivnosti na progi začeli, si bomo v uvodnem prispevku pogledali kar nekaj zanimivosti. Tudi tokrat, preden začnemo z našim opisom karakteristik proge, se bomo vrnili v preteklost. Ne toliko v daljno preteklost, samo do lanske sezone. Leta 2020 je bila velika nagrada Rusije izjemno zanimiva. Spomnimo se krizne situacije zaradi COVID-19. V Rusiji je bila prisotna publika. 30.000 gledalcev. Mnogi člani cirkusa so se pritoževali nad varnostnimi protokoli, ki so jih izvajali v Rusiji. Ne zato, ker naj bi bili prestrogi, ampak zato, ker naj sploh ne bi bilo. A to ni toliko važno. Videli smo zmago Valtterija Bottasa pred Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom. Bistvo te dirke je pravzaprav vezano na Lewisa Hamiltona, kajti dvakrat je dobil kazen po 5 sekund. In to zaradi tega, ker je pred samo dirko poizkušal speljevanje na delu proge, kjer to naj ne bi bilo dovoljeno. A zgodbo moramo začeti na začetku, kot običajno. Na začetku dirkaškega vikenda je vodja dirke tisti, ki da svoja navodila. Športni pravilnik ne more zajemati vseh podrobnosti, ki so na določeni progi. Tako imamo na vsaki progi različne točke, kjer se gleda, ali je voznik šel iz proge ali ne. Omejitev v boksih, tlaki v pnevmatiki, tudi mesto, kjer se lahko poizkuša izpeljevanje. Vozniki imajo praktično vsako veliko nagrado novo sklopko, zato jo morajo obdelati in se na njo privaditi. Mnogokrat ste opazili, da po izhodu iz pit lane se vozniki ustavijo in poizkušajo izpeljevati. Prav to je naredil Lewis Hamilton. Ampak komisarji so določili, tega manevra ni izvedel na tistem določenem mestu. Ker je prekršek storil dvakrat, je dvakrat dobil eno in isto kazen. Zato govorimo o 5 plus 5 sekundah in ne o 10 sekundah, čeprav rezultat je isti. Ampak videli bomo pravzaprav malce pobliže, kaj se je zgodilo. Kolikor pogledamo 19. točko navodil vodje dirke, bomo videli, kje je bila definirana ta cona poizkusnega izpeljevanja. Po semaforju na desni strani in to tako, da je bilo vse več ali manj varno. Seveda, moj osebni prevod tistega, kar piše v tem delu navodil. In Lewis Hamilton se je postavil na desno stran ob izhodu iz boksov ter izpeljal. Ampak zataknilo se je, ker Lewis Hamilton je svoje izpeljevanje nekako poizkusil malce preveč globoko v tisti dovozni poti. Kolikor bi mu kdo sledil od zadaj, bi začel pospeševati, ker bi se hotel vrniti na progo in to je bilo po njihovem mnenju nevarno. Po eni strani, če dobesedno sledimo navodilom vodje dirke, Lewis Hamilton ni napravil nobenega prekrška. Po drugi strani je treba biti tudi iskreni ter povedati, da na mnogih drugih progah so določena mesta označena na primer s črto. Tega ni. In mnogi, ki so bolj strokovni in imajo več znanja od mene, so dejali, da situacija je bila sporna.
Namreč, izrecno Lewis Hamilton ni kršil nobenega navodila vodje dirke, ampak po drugi strani je dobro vedel, da je nekako povzročil potencialno nevarno situacijo, čeprav so bili njegovi poizkusi izpeljevanja pred začetkom same dirke, ko ni bilo neke gneče na sami progi. Zakaj je Lewis Hamilton to počel na tistem mestu? Po njegovih besedah, ker je hotel speljati na asfaltu, ki naj ne bi imel nanešene toliko gume, ampak pustimo sedaj to. Dobil je kazen in zaradi tega je bil tretji na koncu. Ampak, ker mora biti primer vezan na današnji čas, si lahko ogledamo, kaj je v aktualnih navodilih, ki jih daje vodja dirke. Če natančno pogledamo, bomo videli, da se je dodala alineja, ampak besedilo prvih dveh je ostalo nespremenjeno. Torej, tudi letos na veliki nagradi Rusije se bomo lahko začeli spraševati, ali bo pri poizkusih izpeljevanja vse v najlepšem redu. Kolikor želimo, da bodo ekipe v Formuli 1 igrale po pravilih, morajo biti ta pravila jasna in ne smemo jim pustiti preveč prostora za interpretacije. Drugače se lahko zgodi kaj hitro situacija, ki smo jo gledali lani. A pustimo raje zgodovino za trenutek pri strani in poglejmo malce, kaj nam sploh pravi proga. Ta ima 19 ovinkov, od katerih je večina 90 stopinjskih. Imamo en ovinek, kateri tvori 180 stopinjski lok. Imamo tudi izjemno dolge ravnine. In mnogokrat ljubitelji kanala Badger's Way se sprašujejo, zakaj sem tako tečen s tabelo Pirellija. Danes bomo imeli pred očmi lep primer. Ukolikor vam povem 90 stopinjski ovinki in ravnine, kaj vam pride na pamet? Verjetno proga v Sočiju ne, ampak Red Bull Ring pa verjetno da. Če pogledamo vrednosti, ki jih je Pirelli predpisal za progo v Sočiju, bomo videli v večini vrednost okrog 3. Če te vrednosti primerjamo s tistimi v Red Bull Ringu, bomo videli, da z malimi variacijami so skoraj identične, v povprečju pa totalno. Torej, proga v Sočiju je izjemno podobna po vrednostih, kar se tiče pneumatik, tisti v Avstriji. In lahko bi sklepali, da razmerje moči bo tudi sledilo temu trendu. Pneumatike C3, C4 in C5, najmehkejši izbor. A o možnih strategijah kot običajno v zadnjem briefingu. A vseeno videli smo lep primer, kako lahko tudi hitra proga, kot je ta v Sočiju, ima karakteristike, ki so čisto nasprotje, naprimer od tistih, ki smo jih videli pred kratkim na veliki nagradi. Pomembna bo tudi vremenska napoved. In tokrat imam izjemno lahko delo. Namreč spremenljivo vreme z možnimi plohami, tako v petek kot v soboto in tudi v nedeljo. Temperature primerne letnemu času med 16 in 19 stopinjami. Z malo pripombo v času samih kvalifikacij je izjemno večja možnost padavin kot v drugih dveh dnevih. Tako da bodimo pozorni, plohe so možne vsak trenutek, a med kvalifikacijami toliko bolj. To bi znalo biti izjemno pomembno, kajti veljal bo Parc Fermé. In ukolikor bodo ekipe nekako stavile na dirko brez padavin, bodo imele temu primerne nastavitve, kar pa za same kvalifikacije ne bo idealno.
sicer gre že napoved, a hotel sem vas opozoriti, da kolikor se bo zgodilo kaj takega in nekdo izmed favoritov ne bo med najhitrejšimi, bo vzrok tudi to. A kar se tiče tega uvodnega prispevka za veliko nagrado Rusije, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.